Na 9. vrhu slovenskega gospodarstva je preko 400 udeležencev, vodilnih gospodarstvenikov oblikovalo konkretne predloge, kako izboljšati konkurenčnost, nenazadnje kako dvigati optimizem v Sloveniji in tudi integriteto v poslovanju. Veseli me, ker se nam je pridružilo zelo veliko članov slovenske vlade, z predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem na čelu, pa smo skupaj potem oblikovali predlog, da je v Sloveniji možno imeti gospodarsko rast, da imamo v gospodarstvu možnosti in ambicije, da dvignemo konkurenčnost, da na novo zaposlimo brezposelne, se pravi, da odpremo nova delovna mesta, da pa potrebujemo določene spremembe, nekatere spremembe zelo hitro, nekatere verjetno lahko bolj poglobljeno pripravimo, vsekakor pa imamo veliko možnosti za optimizem, vendar, kot smo danes opozorili, razmere so tudi lahko zelo hitro nevarne, ukolikor določenih sprememb, predvsem na področju konkurenčnosti, prereguliranosti, tudi prepočasnega spreminjanja določenih predpisov, recimo poseganja v prostor, ne bomo spremenili. V nadaljevanju bomo skupaj z vlado oblikovali bolj konkretne načrte in predloge, kako dvigniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva in, kot je bilo danes tudi rečeno, želimo si bolj stabilne pogoje za poslovanje, kar pomeni, da bi v gospodarstvu želeli imeti vlado, ki bo končala svoj polni mandat. Hvala, torej vse čestitke organizatorju tega vrha. Zelo me veseli, da je bila udeležba tega dogodka tako zelo raznovrstna. To, da je med udeleženci tudi veliko število članov vlade, je izraz tega, da želi naša vlada izkazati spoštovanje tako gospodarstva, kot tudi drugim področjem, ki bomo lahko z udeležbo pokazali, da nas ta področja zanima, predvsem pa, da želimo še posebej na področju gospodarstva storiti čim več, da bodo ti pozitivni trendi, ki se počasi kažejo, bili spodbujeni prihodnje in da bomo omogočili še nadaljnje pozitivne premike razvoja gospodarstva. Vlada se zaveda, da lahko v okviru svojih pristojnosti stori veliko, da v prihodnjih mesecih in letih veliko sprosti tiste tako boleče administrativne ovire, ki marsikaj dušijo razvoj gospodarstva, da lahko z različnimi spodbudami in spremembami sistema zakonodaje, torej tudi strukturnimi reformami, omogoči zagon gospodarstva, predvsem pa se zavedamo, da je za uspešnost gospodarstva ključnega pomena politična stabilnost in učinkovito delovanje pravne države, torej stabilen, zanesljiv, predvidljiv pravni okvir in seveda to, da lahko gospodarstvo pričakuje neko dolgoročno stabilnost, da lahko tudi samo potem s pomočjo drugih deležnikov vzpostavili trajnostni razvoj. Jaz se še enkrat zahvaljujem za povabilo na ta vrh in zagotovo bomo vsi člani vlade, se pravi tako ministri kot jaz, vse te napotke, napotila, ki so bili danes tu po delu v delovnih skupinah predstavljeni, temeljito preučili in v okviru svojih pristojnosti tudi upoštevali pri nadaljnjem delu.